zdravstveni sistem v celoti seveda deluje enako za vse paciente, ne glede na to, zaradi katerega stanja pridejo v naš zdravstveni sistem. Navodilo bo jasno, torej 20% efektivnih posteljnih kapacitet morajo zavodi pripraviti za COVID. Glede kapacitet intenzivnih postelj se bo seveda to posebej določilo, to je skupina profesor dr. J. Reba. Meje bodo postavljene zelo visoko. Mi si želimo v tem trenutku sistem v celoti stabilizirati, vse storitve bodo plačane. Imamo tudi načrt, kako, bom rekel, zapreti odprto stavko zdravstvenih delavcev. Imamo načrt, kako se začeti pogovarjati v prvi polovici septembra z mladimi zdravniki, poznamo vsa ta plačna nesorazmerja. Vse te stvari bomo v prvi polovici septembra tudi šli po jasni poti, sprejeta bodo izhodišča na vladi. Skratka, pod črto smo v fazi 1, naloga MZ je, da spremljamo, naloga MZ je, da pomiri ljudi, naloga MZ je, da jasno pove, da ne bo obveznega cepljenja, naloga MZ je, da opozori, da kljub temu, da imamo na nek način zbiranjem s podpisi za referendum o obstoječem ZNB oziroma tistem, ki je bil sprejet, noveliran, ki nam daje pravne podlage, da bomo pripravili vse potrebno, upamo, da bo strani opozicijske SDS prevladala zdrava pamet in da bo novela ZNB-ja obveljala, ker nam daje pravne podlage za drugo fazo, do katere upamo ne bo nikoli prišlo v tej jeseni in v tej zimi. Skratka, zaščitili bomo najbolj ranljive skupine, intenzivno na tedenski bazi bomo spremljali stanje, o vsemu bomo pravočasno obveščali seveda javnost in noben ukrep ne bo sprejet po načinu, kot se je to dogajalo pod prejšnjo vlado. Kar se tiče COVID-a, je vse z naše strani, so stvari jasne, danes so jasna navodila. Na srečo, bom rekel, sta obe podvrsti virusa zdaj takšni, da lahko to zadevo praktično, se pravičujem izrazu, zvozimo na tak blag način z odprto družbo, tako da ljudje v tej fazi ne bi bili prizadeti. Moramo pa biti in smo pripravljeni tudi na najbolj črni scenarij, se pravi, da se ne vem po kakšnem naključju virus spremeni, mutira, imamo opravka z novim virusom in se vrnemo na izhodišče iz leta 2020, vendar bo to takrat skomunicirano zelo drugače, to bo vedno skomunicirala s predsednikom vlade skupaj in bo vse pojasnjeno tudi javnosti.